V današnji avtomobilnosti vam svetujemo, da ste pri nakupu pozorni tudi na avtoradio. Kupite takšnega z digitalnim radijskim sprejemnikom, saj bo ta slej kot prej nujen. In v Planici smo po 100% klancu vozili Ratrak. Testirali pa smo nastopaškega Audija, švedskega karavana in Francoza s prožnim motorjem. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred dobrima 2 letoma smo na tehnološkem paviljonu rekli, da DAB, digitalni radio, ni več prihodnost, ampak že sedanjost. Ja, in ob 60. obletnici analognega signala, radijskega signala, je počasi čas, da se analogni umakne digitalnemu, česar smo bili recimo nekaj let nazaj, če se spomnite, vajeni pri televizijskem signalu. No, ampak če je digitalna televizija največ sprememb prinesla v hišo, jih digitalni radio več v avto. Pa poglejmo. Miran Dolenec, če smo pred letom 2-3 govorili, da tisti, ki kupi avtomobil brez DAB sprejemnika, da kupi zastarel avtomobil, potem lahko zdaj to trdimo še bolj na glas. Ja, res je, to zdaj še bolj velja. Ta digitalni radio seveda ima mnogo prednosti proti starem dobrem FM-u, predvsem seveda nemoten sprejem, brezmoten, večja izbira programov, možnost je seveda tudi večje audio kvalitete, in pa dodatne funkcije, kot so seveda razne slike izvajalcev ali pa logotipi programov, ki jih potem vidimo na sprejemniku. Kako je, pa kako bo pri nas s tem digitalnim omrežjem? Kakšna je pokritost po Sloveniji? Približno 89% avtocest in hitrih cest v Sloveniji in pa približno 70% gospodinjstev. Kako je recimo v tunelih s prejemom tega signala? V tunelih do danes tega signala ni. Lahko pa seveda povem, da skupno z Darsom računamo že v letošnjem letu pričeti z opremljanjem tudi predorov po Sloveniji s tem signalom. Ampak največja uporabnost, lahko rečeva, tega signala, sistema se kaže prav v avtomobilih, in na tem področju je Evropska unija zdaj izdala novo direktivo. Pričakujemo, da se bo uvajanje te tehnologije v naslednjih 2 letih širom celotne unije zelo pospešilo. Izdana je bila decembra tako imenovan Electronic Code, ki določa, da države članice morajo v 2 letih prilagoditi nacionalno zakonodajo, po kateri bojo zahtevale obvezno vgradnjo DAB sprejemnika v novoprodane avte. Čez približno 2 leti, torej vsi avtomobili v osnovni opremi DAB+ sprejemnik. Kako pa je danes? Nekateri to že vgrajujejo v avtomobile. Je res, tako po hitrem pregledu ponudbe na našem avtomobilskem trgu ugotavljamo, da nekateri proizvajalci in nekateri trgovci nekatere modele prodajajo praktično z DAB sprejemnikom v vseh paketih opreme, tako da kupec niti ne more več kupiti avta brez DAB sprejemnika. Spet drugi modeli imajo to samo v dražjih paketih, nekateri imajo pa to kot opcijsko doplačilo. Miran Dolenec, hvala lepa. Hvala. Nekatere države so DAB signal vzele zelo resno. Na Norveškem recimo so že 2 leti nazaj na nacionalnem nivoju ukinili FM frekvence. Te seveda še obstajajo, ampak zgolj za lokalne radijske postaje. No, Slovenija je tukaj izbrala nekoliko bolj trezno pot. FM signal in DAB bosta še nekaj časa sobivala, ni še čisto dorečeno, kako dolg bo ta čas. Je pa jasno, da je pokritost z DAB signalom v Sloveniji že zdaj, že zadnjih 2 leti, pravzaprav zelo dobra. Če pokritosti ni, in to v nekaterih državah, v katerih so z DAB signalom zelo pohiteli, na začetku ni bilo tako in so bili uporabniki precej nezadovoljni, ker signala pač niso mogli loviti. V Sloveniji je očitno ta pokritost že zdaj dobra in bo samo še v prihodnosti boljša. Ampak, ne glede na to, če se letos odločate za nakup novega avtomobila, vam v avtomobilnosti toplo priporočamo, da izberete avto, ki ima sprejemnik DAB+. Nimajo ga vsi, nekateri prodajalci še prodajajo tudi avtomobile brez takih sprejemnikov ali zanj zahtevajo doplačilo. In da ne boste iz avtosalona odpeljali z zastarelo tehnologijo. No, naslednji avto, ki ga bomo zapeljali in testirali, pa je tako prežet s tehnologijo, da je DAB sprejemnik v bistvu malo da ne najmanj, kar ponuja.
Q8 pomeni novo poglavje, pa ne samo za Audi, ampak za celotno premijsko avtomobilsko sceno. A pojdimo po vrsti. Model Q8 je novi model v Audijevi ponudbi. Tehnično, velikostno in cenovno gledano je to Q7 v kupejevski podobi. Torej SUV najvišjega razreda, ki pa noče biti družinski potovalnik ali jagerski stroj, ampak bahavi japijevski nastopač. Tako kot BMW X6, torej avto, ki nima bolj pomembne funkcije, kot da parkira na rezerviranih mestih mimoidočim, pompozno sporoča, da je njegov lastnik pravi VIP. Audi Q8 lahko to vlogo dobro opravi. Z novo masko dobesedno grabi oziroma bolje rečeno grize poglede. Še bolj VIP vtis pa Q8 pusti, ko voznik odpre kupejevska vrata brez okvirjev. A v drugem planu smo ugotovili nepričakovano. Q8 je v bistvu tudi prostornež. 5-članska družina je v njem nadvse udobno potovala. Prostora zadaj je praktično toliko kot v Q7 in kar je za tak tip avtomobila še posebej novo, prostora je dovolj tudi nad glavami zadaj sedečih. Klasičnemu Audiju Q7 sicer ostajajo prednosti 3 ločenih enoprostorskih sedežev z Isofix priključki in Q7 je bolj družinski tudi z višino prtljažnika. A volumna je tudi v Q8 vseeno toliko, da ga prav zlepa res ne bo zmanjkalo. Drugje v kabini seveda presenečen ni. Q8 je tipičen novodobni Audi, se pravi digitalni, zasloni na dotik in naprednim glasovnim upravljanjem. Vozne lastnosti nas niso presenetile. Zdaj že vemo, da se ta korjak lahko odlično pelje. In Q8 to močno potrjuje oziroma še nekoliko nadgrajuje, s quattro pogonom, pa tudi s quattro krmiljenjem. Vrtenje zadnjih koles navduši med šviganjem po mestu, še bolj pa med dinamičnim ovinkarjenjem, kjer poskrbi za občutke vožnje kot po tirih. Dobesedno. A zaključimo s tistim, kar je Audi v svojih gradivih najbolj izpostavljal, z obliko. Z njo je res prevzel primat najbolj zaželenega nastopača pred trendovskim lokalom, toda tisto, s čimer Q8 predstavlja novo zgodbo v širšem pogledu, je pravzaprav dejstvo, da je zanimiv celo tistim, ki sicer kričeče avtomobile prezirajo. Ne bomo presenečeni, če bo dobro sprejet celo v resnih, konzervativnih poslovnih krogih. V nadaljevanju oddaje vas vprašamo, ali bi pri rdeči luči zavijali desno. Testiramo najnovejšega karavana znamke, ki si je za razliko od Saaba s kitajskim denarjem dobro opomogla. In v francoskem velikanu smo preizkusili mali bencinski motor. Pika na i je vožnja ratraka po planiških skakalnicah. Kaj pa, če bi se vaš delovnik začel visoko v hribih na -10 stopinjah in z strojem z 400 konjskimi močmi? No, verjamem, da je bolj idealno, če se kot prvi spustite po pisti, potem ko je ta stroj že opravil svoje delo. No, naslednji stroj, ki vam ga predstavljamo o avtomobilnosti, gre lahko po 100-stopinskem oziroma 100-odstotnem klancu, kar pomeni 45 stopinj, ima več kot 400 konj in jeklenica, s katero se lahko pripne tudi za vrh planiške skakalnice, je dolga kar 800 metrov. Ratrak. Teptalnikov snega se je prijelo ime Ratrak. Verjetno večina ne ve, da je bil to švicarski proizvajalec, ki je v začetku 60. let prejšnjega stoletja začel z masovnim prebojem na področju Alp. Med pionirje razvoja teptalcev sodi tudi italijanski Prinot. Svoj prvi prototip so izdelali leta 1962. Tukaj v nordijskem centru v Planici pa danes uporabljajo enega najsodobnejših izdelkov iz te italijanske znamke, imenovanega Lightwolf. Tukaj pod planiško velikanko teptalnik morda deluje majhno, ampak s slabimi 10 metri dolžine, 4,5 metri širine in skoraj 14 tonami niti slučajno ne gre za otroško igračko.
Za premagovanje najstrmejših vzponov, kakršen je tudi tukaj v Planici, pa je sam teptalnik opremen z vitlom. Ta se zavrti na vrtljivi roki, njegova dolžina v tem primeru znaša 800 metrov, medtem ko proizvajalec nudi tudi vitlje dolžine do kar 1 km in 200 metrov. Z njim se pripne in mu na ta način omogoča oprijem, da lahko premaga tudi do 100-odstotne vzpone. Vlečna moč tega vitla znaša 3,5 tone. Njegov namen pa je, da dejansko pomaga teptalniku takrat, ko se nahaja na strmih naklonih. Zmogljiv pa mora biti tudi motor. V tem primeru gre za 12,8 litrski vrstni 6-valjnik, ki sicer poganja M1-ove tovornjake. V tej različici nudi dobrih 300 kW moči in 2400 Nm navora, kar je dovolj, da lahko teptalec pred seboj potiska tudi več kot 10 kubičnih metrov snega. Kokpit se močno razlikuje od tistih, ki smo jih vajeni iz vozil. Za začetek v njem pogrešamo volan. S vso množico stikal in joystickov pa morda še najbolj spominja na kakšno vojaško letalo. Ena od posebnosti tega teptalca je hidravlično vzmetenje koles v gosenicah. S tem se kolesa v gosenicah razbremenijo, kar zmanjša obračalni krog. Z njihovo obremenitvijo pa lahko vplivamo na pogrezanje v mehkem snegu oziroma reguliramo oprijem na podlago. Volan sta te dve ročki, ki je hkrati še reduktor in menjalnik, naprej, nazaj, pa še pač, ko se nazaj potegne, dobiva moč, pa zgublja brzino. No. Zraven so komande za vitel, za prižgati vitel, za navijati pa to. Vse ostalo je pa pol v joysticku. Naj bi mu je okrog 40 funkcij, spreda plug, vitel se upravlja pa še frezo zadaj. Ampak ga je loži komandirati kakor pa harmoniko. Pa je pa še armatura, pa podvozje, pa lampe, pa tako da. Ampak je zelo preprosto zaštimati. Na firmi, če te določijo, če te zberejo za ta del, greš delati ta prvi izpit, ki je bolj kakor varstvo pri delu. Pa ta starejši nam malo znanja predajo. Kako pa kaj, ostalo je pa v bistvu praksa. Čisto odvisen od razmer, kakšen je sneg. Rečemo, kakor je zdaj, bo to za teh par skakalnic najmanj 4-5 ur dela. To je hiter. Zato, ker je trda podlaga, pa kar je pa čez padlo, je pa v bistvu pršač puhljca in razen, če se nav kaj splazil, pa spet dalj cajt traja. Naveza Renault in Daimler predstavlja novi motor. 1,3 litrski bencinski turbomotor. Torej, razmeroma majhen motor, če bi gledali s predsodki, bi rekli, da premajhen za 1700 kg težkega družinskega prostorneža za 7 potnikov. A presenečenja ne sme biti. Francosko-nemško strokovno prijateljstvo ni prvo, ki je obrodilo majhen motor z odličnimi zmogljivostmi. Toda bolj kot zmožnost odličnega pospeševanja nas je navdušil razpon tega dobrega pospeševanja. Kot pravi, bencinski motor se lahko zavrti do rdečih 6 tisočakov, a bolj zanimivo je, da se s pomočjo turbinskega polnilnika vrti kot kak dizelski motor. Drama se torej začne že mnogo pod 2000 vrtljaji, odvija pa se vsaj do 3500 vrtljajev. V praksi se prednosti poznajo v prožnosti pri potovalnih hitrostih. Izredno lahkotno je prehitevanje in nasploh se vse skupaj dogaja zelo linearno, torej potnikom nadvse prijazno, udobno, skratka tipu avtomobila primerno. A vprašanje številka 1 je, koliko porabi. No, če ga uporabljamo točno tako, kot pritiče umirjenemu družinskemu značaju, bo avto porabil malo, nekaj čez 7 litrov, in to je po našem mnenju dober rezultat. Priganjanje pa mu ne ustreza, to kaznuje z žejo.
Američani so malo posebni vozniki. Vse je treba zelo dobro definirati, pravila morajo biti jasna. Recimo tudi na stranskih vzvratnih ogledalcih je napisano, da so lahko objekti oziroma avtomobili bližje, kot izgledajo, ko pogledaš v ogledalo. No, tako napredni so. In oni že nekaj časa, vsaj na nekaterih zveznih državah, uporabljajo pravilo, da lahko pri rdeči luči zaviješ desno, če ni nikogar na cesti. In to zdaj probavajo tudi naši sosedje Avstrijci. Kaj pravzaprav počnejo? Rdeča luč, na semaforju stojiš, križišče je, pogledaš na levo stran, če nikogar ni, lahko zaviješ desno. To ne pomeni to, kar v Sloveniji pogosto vidimo, da lahko greš naravnost v rdečo ali malo podaljšano rumeno ali rahlo rdečo. Ne. Ali oranžno. Oranžno. Ne. Pogledaš levo, če nikogar ni, lahko zaviješ desno. S tem se seveda prometni tok poveča in pretočnost v križiščih je lahko večja. Smo tega sposobni? To vas sprašujemo na MMC-ju. Pojdimo najprej k robotaksijem. Google Waymo ima še enega partnerja. Sodelovanje s Fiatom Chryslerjem in Jaguar Land Roverjem je razširil še zvezo Renault Nissan Mitsubishi. Sicer pa Waymo sporoča, da načrtuje gradnjo svoje lastne tovarne v Detroitu, v njej bo avtomobile svojih partnerjev opremljal z lidarji, kamerami, radarji in drugo tehnologijo za samovozeče taksije. Naj spomnimo, v Phoenixu v Arizoni Waymo že komercialno ponuja svoje robotizirane taksi storitve, torej izbranci se že lahko peljejo v povsem samovozečih taksijih, v katerih pa se za vsak primer vozi tudi še pogosto zelo zdolgočaseni voznik. Ako smo že pri samovozečih avtih, v mestih prihodnosti bo verjetno velika prometna zmešnjava. Tako pravi Adam Millard-Ball, ki je v reviji Science Direct objavil znanstveno raziskavo, v kateri dokazuje, da se bodo samovozeči avti praktično ves čas vozili naokoli. Preprosto zato, ker bo ceneje, da se vozijo, kot pa da parkirajo. A k sreči imamo še vsaj nekaj let, da mesta prilagodimo tem pametnim vozilom. Pot do njihove množične uporabe je še dolgotrajna, so pa stopničke vse bolj jasne. Najbližje kaže na primer tudi novi Volkswagen Passat. Predstavili ga bodo na salonu v Ženevi. Ponujal bo namreč sistem Travel Assist. Gre za sistem, ki bo avto med vožnjo po avtocestah samodejno krmilil ter pospeševal in zaviral. Na vrsti je elektromobilnost. Electrify America podjetje, ki je pred nekaj dnevi poskrbelo za enodneven električni mrk električnih avtomobilov v Ameriki, tokrat nastopa v bolj pozitivni novici. Svoje polnilnice bodo namreč dopolnili s Teslinimi baterijami, ki bodo zniževale stroške zagotavljanja elektrike. In ko smo pri baterijah, Toyotini vezavi na Panasonic zdaj sledi Teslin nakup proizvajalca baterij Maxwell. In ko smo pri Tesli, ta Muskova blagovna znamka se pojavlja v povezavi z Mercedes-Benzom. Musk je namreč novembra tweetnil, da bi rad sodeloval z Nemci, zdaj pa je Daimlerjev Dieter Zetsche potrdil, da so res v pogovorih glede električnega sprinterja. A kakorkoli, Mercedes-Benz že sam pripravlja električni kombi, tokrat na osnovi manjšega V-ja. Skoraj serijsko verzijo bodo pokazali kmalu, v Ženevi. Sicer pa so V-ja pravkar prenovili. Evolucija pa je prinesla 9-stopenjski samodejni menjalnik in asistenčne sisteme iz razreda S. Zadržimo se še malo pri elektriki. Otroci so se vedno navduševali nad športnimi avti, a prihajajo električne generacije, ki do brnenja boxerjev nimajo enakega odnosa. Da bi Porsche ohranil svoj čar tudi v električni dobi, se približuje otrokom tako, da z novim električnim Taycanom nastopa v risanki Playmobil, ki v kinematografe prihaja avgusta. Letala lahko z vožnjo skozi oblake povečajo možnost padavin za 10%. To so ugotovili na Univerzi v Helsinkih, kjer so na radarskih slikah opažali tanke črte območja močnejšega deževja, za katere se je izkazalo, da sovpadajo z lokacijo letal v zraku. Nadzvočno hitro pa bo oblake rezal novodobni Concorde, potniški rekreativec, ki ga skupaj snujeta Boeing in Aerion. Prvič naj bi poletel leta 2023, seveda pa ne pričakujte, da boste lahko kupili vozovnico ekonomskega razreda. Pa dajmo še nekaj kolesarskih. Nekdanji McLarenov oblikovalec Richard Thorpe je za podjetje GoCycle zasnoval že drugo ultralahko zložljivo električno kolo. Seveda primerno za zadnji kilometer. Aluminijast okvir skriva baterijo, ki vozilce požene do maksimalnih 25 dovoljenih kilometrov na uro. Prav nevarnosti zaradi hitrosti, ki jih dosegajo ta urbana vozilca na elektriko, pa vznemirjajo Nizozemce.
Kot poroča nizozemski RTL, še vedno močno odmeva nesreča, v kateri se je v nekakšnem vozičku, ki mu pravijo stint, prevrnila vzgojiteljica z 12 otroki. Ker pa je vsaka tretja kolesarska nesreča povezana z nenakazanjem smeri, bi nas morala zanimati ta inovacija. Nemško podjetje Zaratrusta predstavlja smerokaze za kolesa in to takšne, ki so jih zasnovali s pogledovanjem k Audiju A8. In katera znamka ima najbolj prestižen avtomobil? Alfa Romeo. Gre za čudovito Berlinetto 8C iz leta 1937, ki jo osvojila že žirijo lanske razstave na kalifornijskem Pebble Beachu. Tokrat pa je navdušila tudi hotelirje verige Peninsula. Pa še k Saabu. Saab je pred leti, kot vemo, v bolečinah zaprl svoja vrata. Ta znamka, ki je v avtomobilskem svetu res predstavljala nekaj posebnega, pa tudi med samimi Švedi pomenila bistveno bolj avantgardno znamko v primerjavi z Volvom, je od takrat, ko je zaprla vrata, iskala novega lastnika. Podajali so si vrata sami taki, ki bi verjetno želeli nekaj s Saabom narediti, ampak niso imeli dovolj denarja. No, zdaj se je pojavil kitajski lastnik, ki očitno z denarjem nima težav, ima tudi velike želje po električnih avtomobilih, saj je prav tako vložil veliko denarja v Faraday Future. To je še ena od startupovskih električnih znamk, ki napada Teslo, vendar bistveno bolj žalostno, njihov direktor je praktično pobegnil čez noč. Bomo videli, kaj bo naredil kitajski lastnik z ameriškim Faraday Future in kaj bo naredil z Saabom. Upanja so velika. No in naslednji avto, ki vam ga bomo pokazali, je znamke, ki ima podobno zgodbo kot Saab. Na začetku so jih kupili Američani in tam je recimo zelo stagniral, ne tako kot Zlatan Ibrahimović, in na to, ko so znamko kupili Kitajci in pustili zelo odprte roke, česar mnogi niso pričakovali in ogromno je bilo skeptikov, so začeli svoj razcvet in moramo reči, da Volvo postaja dalje boljši. Tako kot Zlatan v Ameriki. A veš, da je rekel, da če bi prišel nekaj let prej, bi bil že predsednik? No, zdaj pa je samo Bog. Volvo se je pred leti ne samo našel, ampak tudi na novo redefiniral. Vmes se je že skoraj povsem izgubil v povprečju, vse pa se je spremenilo, ko je kitajski poslovnež Li Shufui, lastnik kitajske avtomobilske znamke Geely, Volvo priključil svoji zbirki, v kateri ima med drugim v lasti tudi Lotus, London Taxi in na primer tudi podjetje Terrafugia, ki razvija leteče avtomobile. Li je dal vodstvu Volva jasno vedeti, da morajo nadaljevati z lastnim videnjem prestižnega sodobnega skandinavskega dizajna. On pa jim bo dal potreben denar, da bodo novi modeli spet tako drugačni od ostalih evropskih in ameriških premijskih znamk, kot so bili v preteklosti. In so. To dokazuje tudi novi V60. Novi V60 pa se ne vrača zgolj k koreninam švedskega oblikovanja, ampak tudi k za Volvo tako značilnemu velikoprostorskemu razumevanju karavanskega prtljažnika. Pri tem je še bolj kot litrska prostornina pomembna odlična opremljenost prtljažnika, ki uporabnika navduši s številnimi premišljenimi dodatki in zelo kakovostno končno obdelavo. Ker je novi V60 dolžinsko večji od predhodnika, jim je uspelo močno raztegniti tudi volumen kabine, kjer je zdaj občutno več prostora v predelu nog in glave. Brez pomisleka damo novemu V60 najvišjo oceno za udobje v vožnji. Celotno vozniško okolje skupaj z že pregovorno udobnimi sedeži ponuja prav poseben kabinski občutek, ki na voznika deluje osvežujoče in pomirjujoče. Slednje odlično dopolni zelo dobra zvočna izolacija kabine in zelo nizka raven vibracij. Oboje naredi prometno vedno bolj kaotične dneve veliko manj stresne. Vozniško gledano je V60 odločno na strani udobja pred dinamično športnim uživanjem v vožnji. Naj bo jasno, to mu štejemo v velik plus. Družinsko-poslovni karavan z antistresno ureditvijo vozniškega delovnega okolja je namreč natančno tisto, kar od Volva pričakujemo. S tem se vsebinsko jasno loči od nemških premijskih tekmecev. Ravno zato menimo, da je močan, a tudi precej žejen bencinski turbo
povsem nepotreben. Približujejo se evropske volitve in medtem, ko se Angleži sprašujejo, ali bi šli ali ne bi šli, kako bi šli, da ne bi šli, je za avtomobilski svet to kar velika uganka. In v Angliji se že pozna, o tem bomo pisali tudi na MMC-ju. Ford je ugotovil oziroma izračunal, da naj bi izstop Anglije iz Evropske unije pomenil 800 milijonsko izgubo. No, Nissan pa je že napovedal, da modela X-Trail v Angliji ne bodo več proizvajali. No in zato je tako pomembno, vsaj kar se politike tiče, ne za koga volite, ampak da ko je treba, oddate svoj glas. No, tudi za koga voliš, ne? O tem pa drugič, v naslednji avtomobilnosti, vmes pa nas spremljajte na MMC-ju, na Zavihku avtomobilnosti in pa seveda na Instagramu in Facebooku. Se vidimo.